Naj povem najprej, da oba moja otroka sta cepljena proti HPV. Sina smo pa cepili celo še samoplačniško, ker takrat še ni bilo cepljenje proti HPV, še ni bilo financirano strani obveznega zdravstvenega zavarovanja. Zdaj, zakaj smo se tako odločili? Zato, ker so okužbe s HPV zelo pogoste okužbe, so v bistvu tudi zelo nevarne okužbe, lahko povzročajo kar 6 različnih vrst raka. Na drugi strani imamo pa zelo varno in učinkovito cepivo in seveda kot skrbna starša sva se z možem odločila, da naše otroke čim prej zaščitiva s cepljenjem. V bistvu cepljenje proti HPV je zelo varno in učinkovito. Okužbe s HPV so pa izjemno pogoste, z njimi se sreča pravzaprav skoraj vsak, vsaj enkrat v svojem življenju. Povzročajo pa lahko predrakave spremembe, kar 6 različnih vrst rakov, poleg tega pa tudi genitalne bradavice in papilome grla, ki sicer niso življenjsko ogrožajoči, ampak so pa to zelo neprijetne bolezni in so tudi zelo trdovratne za zdravljenje. Zdaj v Sloveniji imamo 9-valentno cepivo, ki je dobro preizkušeno, je izjemno varno, učinkovito. Do zdaj se je nabralo ogromno podatkov in raziskav o cepljenju proti HPV in pravzaprav vsi podatki kažejo na to, da je cepljenje zelo varno in učinkovito. Jaz mislim osebno, da je odločitev za necepljenje svojega otroka v bistvu zelo tvegana, pravzaprav nevarna odločitev. Ker tak otrok ne bo zaščiten pred okužbami s HPV, verjetno se bo slej ko prej v življenju srečal z njimi in če bo prišlo do okužbe, lahko potem kasneje v življenju pride do predrakavih sprememb, lahko zboli za enim od 6 rakov, ki jih povzročajo te okužbe, in pa lahko ima tudi druge težave, naprimer genitalne bradavice, papilome grla. Tako da jaz mislim, da cepljenje, jaz zelo staršem priporočam cepljenje proti HPV.